Nikdar ne bom razumel ponijev v tem mestu. Kamorkoli sem šel, so bili lepo oblečeni in me čudno gledali. In me spraševali, če sem živčen. So pozabili, da je poroka jutri? Mogoče so tako navdušeni nad najino poroko kot jaz. No, se bodo pa butasto počutili, ko bodo ugotovili, da so se zmotili v datumu. Na vabilih je napaka! Tu piše, da je poroka danes! Pa tako poceni je bila. Vsi poniji v mestu so jih prijeli, princese so najavile svoj prihod. Sem rekel, da bi morala zbežati. Ojoj, kuhari, rože, glasbeniki, vse moramo prestaviti na danes. Kaj? Kje je moja načrtovalka poroke? Rekla si, da jih boš naredila za polovično ceno. Potem pa si vsem ponijem v mestu poslala vabila z napačnim datumom. Bi muffin? Moj mali poni, moj mali poni. Moj mali poni. Želim si vedeti, kdo v resnici si. Moj mali poni. Čarovnije ti z menoj delila bi. Pridi greva na potec, z nasmehom greva v isti svet. Deliti prijaznost je lahko, z malo čarovnije laže bo, da si moj mali poni. Vedi, da si moj prijatelj ti. Res sem zamočila z vabili. Počutim se grozno Morda to pojasni, zakaj ga nisem dobil. Krankiju sem rekla, da jih lahko poceni natisnem, a potem sem morala najeti ponija brez izkušenj v tiskarni. Ko bi se le lahko nekako vrnila v čas in vse popravila. Vrnitev v čas je staromodna, prijateljica. Zdaj delam na najnovejši teoriji, kjer bi pretekli čas prišel k tebi. Moje življenjsko delo, desetletja, v bistvu stoletja raziskav in poskusov in skoraj mi je uspelo. Očitno zato obstaja čarobni urok. Kdo bi si mislil? Je pa toliko stvari, ki jih čarovnija ne razloži, kjer sta znanost in matematika prava čarovnija. Kot ti? Lepi so. Ja, moj brezplamenski ognjemet. A ni mi še uspelo ugotoviti, kako ga prižgati? Kje si se pa sploh naučil delati vse to? Znanost preučujem že vse življenje. Vse od posebej travmatične izkušnje v mladosti sem iskal načine, kako izlušiti smisel sveta, ki me obdaja. Znanost zna razložiti stvari, ki se nikdar niso zdele mogoče. No, zakaj sva že prišla sem? Ja, ker sem pomotoma razposlala vabila za poroko Krenke in Matilde z današnjim datumom namesto z jutrišnjim. Pri rezgetavih žrebcih. Povsem sem pozabil. In še vedno mi morajo prekrojiti obleko. Rarity! Rarity! Prosim, pomagati mi moraš. Pozabil sem na čas, neverjetno, in pozabil, da je poroka to popoldne. Pozabil sem na čas, neverjetno, da je poroka to popoldne, razumeš? Si kje vedela, Rarity? Skrajšati mi mora rokave na obleki in to kar takoj. Hvala Bogu. Vodi me, prijateljica. Zakaj si me pripeljala sem? Rarity nikdar ne bi zakopitljala. Pri rezgetavih žrebcih imajo pa stil. Gospodje, znašel sem se pred prepreko in opazil sem vaš krasen smisel za modo. Mi poveste ime vašega neverjetnega krojača? Ja, stari, ime mu je Jaz. Jaz? Kako nesrečno ime. Ne, stari, kar sam izdelujem vse svoje kose. Vsi jih, stari. Potem mi moraš pomagati. Prekrojiti mi moraš obleko. Nujno je. Oprosti, stari. Zdaj bomo začeli s finalom. Kaj pomeni ta tvoja beseda, stari? Ne vem, stari, veš kaj? 4. član ni prišel. In če igraš z nami, ti bomo skrajšali obleko.
Žal mi je, gospodje, a jaz ne kagljam. Delitve, drugi met. Tu je pač preveč spremenljivk. Spremenljivke? O čem pa govoriš, stari? Samo kroglo vrzi naravnost. Čakaj, naravnost? No, naj bo. Poskusil bom s tvojo ravno tehniko. Tako je nora, da morda celo užge. Pa vemo, kaj se grejo. Glede na to, kako so skupaj, bi rekla, da je problem prijateljstva ali pa napad pošasti. Napad pošasti? Še ment. To popoldne moram igrati na obredu, pa še vedno ne vem, kaj naj zaigram. Kako naj bi vedela, če pošasti napadajo ponijevce? Mogoče je samo problem prijateljstva in bo vse jasno v kake pol ure. Res upam. Kje je Pinkie Pie? Rabim načrtovalko porok. O ne, na moj poročni dan? Nekdo mi mora pomagati! Ti! Jaz? Celo poroko moram prestaviti zjutri na danes. A nihče me ni prosil, da bi organizirala, odkar je v mestu Twilight. Torej boš? Včasih sem bila najboljša organizatorka v vseh ponijevcih. Seveda bom. Pridi, hitro pojdiva v salon, preden ga ta pošast splošči. Kaj naj naredim? Matilda, tako mi je žal zaradi vabil. Ti lahko kako pomagaš? Matildine aranžmaje hočeš danes? To je grozno! Grozljivka! Torej, nikakor ne bo šlo? Saj Matildine rože sploh še niso prišle, v aranžmajih pa sploh ne. To je katastrofa! Dobro, vseeno hvala. Glejte, punce! Zlomljeno steblo na eni od ceni! Kaj? To je grozno, to je grozno! Priznati moram, ko je Matilda rekla, da hoče imeti danes vse nared, sem bila malo živčna. A s tabo ob strani sem vedela, da nama bo uspelo. Res ga ni čez najboljšega prijatelja, kaj ne? Vse je mogoče, ko poznaš ponija tako dobro, kot se poznava midve. Kaj je bilo to? Neka pošast napada ponijevca, nekaj takega. Kaj pa je tokrat? Stvar iz gozda Everfree? Po moje je nekakšen med kožuš. Si rekla med kožuš? Našel me je! O čem pa govoriš, Bonbon? Ime mi ni Bonbon, ampak posebna agentka Sweetie Drops. Delam za supertajno antipošastno agencijo v Galopini. Oziroma sem, dokler ni med kožuš pobegnil iz Tartusa pred nekaj leti. O čem pa govoriš? Ko je pobegnil, smo morali zapreti celo agencijo. Vse do zadnjega dokaza o obstoju organizacije je bilo uničeno. Celestia je zahtevala popolno zanikanje. Kaj? Jaz sem bila tista, ki je ujela met kožuža. Morala sem iti globoko pod krinko v ponijevce in si nadeti ime Bonbon. Nisem si mislila, da me bo izsledil, a zdaj me je. Hočeš reči, da vse najino prijateljstvo temelji na laži? Oprosti, Lira, nisem ti smela povedati zaradi svoje varnosti. Ampak kosila in dolgi pogovori, klopi, kjer sva sedeli, nič ni bilo resnično? Vse je bilo resnično. Moja najboljša prijateljica si. Pomešati se mora med množico, preden te spravim v nevarnost. Se vidiva na poroki. Prav, ampak o tem se bova še pogovorili. Svoj prsten hočem danes, ne glede na ceno. Samo, da ne bo treba doplačati. 2 kegla na razen, stari. Najhujš od najhujšega. Ampak če ti uspe, bomo zmagali v igri. Dok, končno sem ugotovila, kako lahko pomagam. Tvoji brezplamenski ognjemeti so taki kot rože. Uporabila jih bom na poroki. Pri rezgetavih žrebcih. Čakaj!
Čakaj, brezplaminski ognjemeti so izredno nestanovitni. Če ne poznaš sprožila, se lahko vsak hip požgejo. Ojej, je to med kožuž? Na toliko stvari pozabljam. Upam, da se bo Krenki spomnil obvestiti glasbenike. Ne bo mi uspelo pravočasno urediti grive. Umiriti se moraš, ljubica. Tu smo prav vsemu kos. Veš, enkrat sem ponij orala lase med obredom. Res je, res. To so res najboljši. Matilda, zdaj ti moram reči, da že zdaj čutim, kot da sva družina. Res? Seveda, jaz sem Steven Magnet, Krenkijeva pošastna priča. Ti si Steven Magnet? No, kaj si pa pričakovala med kožvuža? Krenkija poznam že celo večnost. Gotovo ti je povedal o tistem, ko me rešil z jezera Flash Freeze. Ti si Steven Magnet? Saj vem. Tipični Krenki, da izpusti podrobnosti kot to, da sem, se veš, morska pošast, a ne? Kako rad imam svoj brlog. Oprosti, Steven. Očitno sem predvidevala, da si poni. In še sanjalo se mi ni, da sta bila na pustolovščinah. Ljubica, niti polovice ne veš. Ampak naj ti nekaj povem. Po vsem, kar sva skupaj prestala, ga je zanimalo le to, da bi našel tebe. Resno? No, to in zdravilo za plešavost. Res je prav ljubek, kaj ne? Jaz pa sem bila pod takim stresom. In s tem žucirala še njega. Vse, kar je pomembno, je, da sva skupaj. Poroka niti ni tako pomembna. Zakon je. Sveta Marička, če pa to verjameš, si pa res zelo naivna. Vsi ti poniji, ki prihajajo v ponijevce v neudobnih oblekah, ki bodo presedeli v dolgi obred, misliš, da je komu mar za vajin zakon? Ljubica, poroka je prav vse. Vse te poročne pesmi so tako običajne. Poroka Matilde in Krenkije mora biti posebna. Hvala, ampak ne vem, če je to primerno za poroko, kaj? To je že boljše!
Kaj je življenje? Je sploh kaj več kot večno iskanje cutie znaka? In kaj je cutie znak drugega kot stalni opomnik, da smo le napad med kožuža stran od pozabe? In kaj bo z ubogim aligatorjem, z večno praznim bokom, obsojenim na eksistencialno plavanje po reki življenja na nepoznani cilj? Nekaj takega bi šlo. Kako to misliš, da si ga pustila na pultu? Mislila sem, da ga boš ti prinesla. No, to je res čudovito. Jaz sem priskrbela darilo za Cadence in Shining Armorja, ti bi pa morala tega, a ne? No, pa se ne morava priti na poroko praznih kopit. Saj je v redu, vedno joče na porokah. Običajno ne, preden se poroka začne. Ti brezplamenski ognjemeti so še lepši od rož. Pozor vsi poni! Našim prijateljem je uspelo, porazili so met kožuža. Hej. Živjo. No, se nisi omenjala najnega pogovora o moji tajni identiteti, ne? Komorkoli, kaj? Ne, nisem. In nisi edina, ki imaš skrivnost, veš. Se spomniš tistega dragega uvoženega ovsa, ki smo ga hranili za posebno priložnost? Skuhala sem ga in ga pojedla. Prav vsega. Res je vznemirljivo razkriti svoje najgloblje skrivnosti. Zato so najboljši prijatelji. Naslednjič prinesi kar svoje darilo, jaz pa bom svojega. Prav. Tukaj si! Moja obleka je izginila in samo še to sem imel v omari. Kako sem videti? Kot milijon pitev. Pri razgetavih žrebcih. Koliko je že ura? Hitro morava noter. Podvizajva se. Ne morem verjeti, da sem izgubil grivo. Videti sem neumno. Ljubezen mojega življenja si zasluži kaj več. Brez strahu, krenki kolega. Brki iz Stevena Magneta te bodo rešili. Hvala, kolega. Ni problema. Zdaj pa pojdi in se uženi s to oslico. Torej, smo se zbrali. Ja, smo, županja. Dragi moji, tu smo se zbrali, da bi združili ta dva v zakonu. Ko se razgledam po prostoru, si lahko le predstavljam, kako neudobno je zdaj Krenkiju. Ja. Vidim pa tudi veliko ponjev iz vseh življenjskih stanov, ki jih je združila ljubezen. Krenki je preiskal vso našo deželo, da bi našel Matildo. In ne glede na vse prepreke med njima, ju je ljubezen končno združila, tako kot je zdaj združila vse nas. Presenetljivo se mi zdi, da lahko zgodba, kot je Krenkijevo iskanje Matilde, napolni ta prostor s tako edinstvenim naborom ponijev. Ob tem se zavemo, da je vsak ponij zvezda lastne zgodbe. In niso le glavni liki v naših zgodbah tisti, ki nam bogatijo življenje. To so vsi poniji. Tisti z velikimi vlogami in tisti z majhnimi. Brez vseh teh ponijev tu in še mnogih drugih, ki danes niso utegnili priti, življenje Krenkija in Matilde ne bi bilo tako polno in živahno, kot je. Torej, pred vsemi vajnimi bližnjimi, Krenki, vzameš to oslico za svojo zakonito ženo. Se razume, da? In ti, Matilda, vzameš tega osla za svojega zakonitega moža? Vzamem! Potem s ponosom rečem, da vaju razglašam za osla in oslico. Zaužig potrebujejo ljubezen! Kako sem to spregledal?
Veste kaj, punce? Veliko srečo imamo, da živimo tu. Tako vas imam rada. Au, sem me je ugriznil med kožuš. Prosti. Za Minimax sinhronizira produkcija Falcon.